Mauritanija je hecna država, ne? Tam ima eno samo mesto, ki se imenuje Nouakchott. Vse ostalo so pa, piše sicer na mapi, da so nekakšna naselja, ampak potem, ko priješ do tja, so dve kučici iz starih sodov narejeni, ali pa mogoče kakšen šotor in to je to. Praktično skoraj ni. No, mogoče, dobro, ajde, da ne bom pretiraval, mogoče ob obali so 3-4 mesta, zelo majhna, pa nas niti vasi ne bi bile mogoče. Tisto eno mesto pa kar precej veliko pač, ne, in veličina prebivalstva živi pa tako raztresena, da težko temu rečeš kakršnekoli naselja. Princesa? Ta princesa je tudi ob tistem istem jezeru, ki smo ga ravno kar videli. No ja, vidva se lahko kaj drugega pogovarjava med tem, kaj tečejo tele slike. Se pravi, niso take, da bi zahtevali kakšno ekstra pozornost. Bova do prihodnič, mi smo se dogovorili, da se bo večkrat videvala. Ja, jaz sem razmišljal, da bi kar vsak teden imela eno državo. In bom potem kakšne videoposnetke prinesel, pa jih bova sproti pokomentirala. Tam je več vsebine, tukaj je pa več recimo vizualnih. Super. No, tole recimo je eno kitovo okostje, ki so ga privlekli. Ujeli so kita, potem pa meso so verjetno porabili, pa kožo, to je pa za okras na vhodu v vas. Še vedno Mauritanija. Obzidje. Ja, tole pa že Senegal. To je zanimiva pot. Dostikrat so ljudje delali to, da so nekje v Evropi nabavili kakšen avto, ponavadi Peugeot, ker so to bivše francoske kolonije in Peugeot se tam najlažje prodaja in to take malo bolj terenske Peugeote. Tako da recimo, če v Franciji kupiš kakšnega starega Peugeota, kakršnega koli pravzaprav, za 200 evrov, pa ga potem peleš čez Saharo, ker toliko pri sebi pa mora biti, da bo zdržal tisto pot, potem ga tam lahko prodaš v starih časih po 10-kratni ceni. Danes so pa na žalost ali pa na srečo zgradili skozi cel Maroko, kar pomeni tudi bivši Polisario, se pravi Španska Sahara, bova pokazala enkrat na zemljevidu, kje to je, novo cesto. Tako da z navadnim svojim avtom lahko odpeleš do tja brez kakršnikoli težav in zaradi tega so cene krepko padle in se zelo malo ljudi s tem ukvarja. Včasih je bil pa to prav poklic. Šel je v Francijo, kupil avto, se odpeljal dol, ga tam prodal, letel nazaj in tako dalje in je živel od tega. To je najboljši posel, kar obstaja. Predlagam glasbeni predah, pa pridemo nazaj. Živijo nazaj v ta veseli dan, še vedno smo s svetovnim popotnikom Janinom. Ne mi povej, odkje sploh denar, da greš toliko držav lahko obiskat? Pa se ni tako grozno. Kako si se znajdel? Če ti povem, z začetka, ko smo štopali, je bilo dosti 200 mark, se pravi današnjih 100 evrov, ali pa recimo, dobro, inflacija je bilo že toliko, da recimo 200 evrov, to pa že dobiš. Jaz sem že v srednji šoli, v drugem letniku sem že med počitnicam delal v Mercatorju v skladišču, recimo, pa enkrat sem delal v Salda Conti, v Žitu, pa tako naprej. To sem za kakšne aranžerje delal. Nikoli nisem maral, da mi starši kaj sponzorirali, pa tudi, imam res svoj denar. Janin, mi moramo iti, ker nas že drugi gost čaka. Mi bova še nadaljevala tele debate in bova obdelala. Bova kakšen videoposnetek pripravila za prihodnjič. Tako. Ok, hvala lepa, Janin. Kje te lahko ljudje najdejo? Na spletni strani, pa na Facebooku, če Janin Klemenčič pišejo, pa me bojo že našli. In vse zgodbe so tudi gore. Lahko kaj vprašajo, lahko kaj povejo. Zbiram zgodbe, pozivam gledalce, če imate kakšno dobro popotniško zgodbo. 2 knjigi sem jih že objavil, pa bi bilo dobro, če bi še kakšno, ali pa na spletni strani objavljam zgodbe. Jih lahko preberete, jih je že veliko objavljenih. No, evo. Hvala lepa, Janin. Glasbeni predah, pa spet nov gost.